Pozdravljeni, tukaj na Brdu snemamo podcast o mladih nogometaših, o izkušenih nogometaših in o tem, kako mladim pomagati na njihovi športni poti. Tako da z nami je Adam Gnezda Čerin. Adam, pozdravljen. Pozdravljeni. Adam, najprej bi te za začetek vprašal, kako si? Super. Vedno se je lepo vrniti sem v Slovenijo, tako da kako vsako reprezentančno akcijo, tudi tokrat lepi občutki tukaj na tem prelepem našem Brdu. In ja, veselimo se teh skupnih dni s fanti, z strokovnim štabom. Lepo je. Tudi po vseh teh stvareh, ki smo že dali skupaj s fanti, se videti po času, ki ga preživimo v klubih in uživamo. Z nami je tudi Matic. Matic, vidiš, tudi Adam in soigralci se še vedno zabavajo. Kaj pa imaš ti najraje, ko prideš na trening ali tekmo? Ja, da pač dobro treniram, poslušam trenerja, se zabavamo. Kaj pa bi mogoče vprašal Adama v smislu, kako lahko bi ti pomagal ali pa ti svetoval na tvoji poti? Kaj ješ pred tekmo pa po tekmi? Jaz sem pristaš tega, da vsak je, kar mu najbolj paše. Je pa res, da je dobro, da pojemo čim več nekih ogljikovih hidratov, kakšne testenine, mogoče piščanca še zraven, ampak ja, ogljikovih hidrati so tisti, kar najbolj pomemben, se pravi kakšna testenine, kakšen riž, in s tem boš pol imel moč, da boš lahko na tekmi tekel, da te ne bo zmanjkalo tam v 60 minuti. Drugače pa, tudi če ti paše kakšno sadje, kaj takega, je vedno dobrodošlo. Adam, verjetno marsikateri mladi fant sanja o tem, da bi bil profesionalni nogometaš, pa se mogoče vsi skupaj niti ne zavedamo, kaj vse to potegne za tabo. Kako izgleda življenje profesionalnega nogometaša in kaj bi mogoče opozoril ali pa svetoval mladim fantom, ko se še pripravljajo na to? Ja, res je. Mogoče je zdaj v tej fazi karier, kjer sem jaz, nam je nekako samoumevno, da smo na tej poziciji, kjer smo, ampak potem, ko se malo vrneš v realnost, malo pomisliš za nazaj, ugotoviš, da si imel veliko srečo, oziroma tudi si pretrpel kar nekaj, tudi veliko dela, veliko truda je bilo vloženega, tudi na koncu veliko enega znanja pridobljenega čez leta, da si lahko zdaj na tem mestu in mislim, da je treba se zahvaliti vsem trenerjem, ki so bili na naši poti do zdaj, tudi vsem staršem, prijateljem, ki nas pač podpirajo vsakodnevno, še vedno. In mislim, da je to neka kombinacija, ki jo morajo imeti otroci, neko podporo staršev, podporo družine, podporo trenerjev, predvsem pa veselja do tega, kar počnejo, v tem primeru nogometa. In potem, tako kot sem rekel, če se poklopi nekatere stvari, lahko priješ na ta nivo, ampak mislim, da lahko uspe vsakemu. V Sloveniji imamo dobre pogoje, vse boljše pogoje se mi zdi, tudi mislim, da stroka napreduje in tako da sam pogumno z trdim delom vsak dan naprej in vsakemu lahko uspe. Matic, kaj pa so mogoče tvoji najljubši spomini zdaj na to, kar se ti je že zgodilo na nogometnem igrišču? Ja, pač, na primer, zmaga na tekmi, zmaga na turnirju, pač najboljši občutki v nogometu. Kaj pa so, Adam, mogoče tvoji najljubši spomini na to, kar se ti je do sedaj že zgodilo v karieri? Ja, zdaj, ko smo tukaj na Brdu, se kar hitro spomnim lanskega evropskega prvenstva, ki je bil ena nepozabna izkušnja. Mislim, da tako za nas, kot za tudi naše navijače, tudi za mlajše generacije. Mislim, da ste z veseljem spremljali ta turnir, tudi vi, ali doma, ali v Nemčiji. Mogoče tudi en navdih, ena inspiracija za neko nadaljne delo. In ja, to evropsko prvenstvo se nam je res vtisnilo v nek spomin in bo ostalo z nami zavedno, kajti nekako se v teh 14 dneh, enem mesecu združi cela nacija, vsi
vsi dihajo zate v tem trenutku, ti poskušaš potem to na igrišču vrniti in ja, tako se ustvarjajo eni lepi spomini, ki bi si jih želel še kdaj zagotovo ponoviti. Ena od stvari, ki uspešnemu nogometašu slej ko prej pride na pot, je tudi tujina. Mogoče Matico še bo, tebi je že. Kako se soočiti s tem, da greš od doma, od svojega okolja? Na kaj bi zdaj, ko gledaš za nazaj, te je presenetilo, pa bi mogoče lahko svetoval mladim, da bojo bolje pripravljeni na ta izziv? Ja, že mogoče ne rabiš niti v tujino, da občutaš to, kako je, ko greš od doma. Sam sem šel že precej zgodaj od doma, v Domžale sicer, kar je samo dobra ura vožnje iz moje Idrije, ampak že takrat vidiš, da ni vse rožnato, ko zapustiš dom, prepuščen si mogoče enim izzivom, ki jih prej nisi imel, stopiš iz ene cone udobja, ampak mislim, da je to tudi potrebno na koncu koncev za otroke, za mlade ljudi, za mlade nogometaše, kaj ti naučiš se marsikaj, postaneš mogoče močnejša oseba in se tudi pol izoblikuješ karakterno in tudi pol na koncu koncev na igrišču. Tako da ja, zagotovo je težko, ampak mislim, da potreben korak, ki ima pa tudi svoje prednosti. Tudi na koncu igrati nogomet v tujini je želja vsakega mladega nogometaša in trenutno živimo te svoje sanje in v tem uživamo, je pa potem vedno lepo se vrniti spet v našo Slovenijo, ki je pa na koncu le naš dom. Matica, imaš mogoče še kakšno vprašanje za Adama v smislu, kako verjetno si v svoji igri še želiš napredovati, ne, imaš neke cilje, kako bi ti Adam pri tem lahko pomagal, ti dal kakšen nasvet, ker je šel on skozi to pot? Kakšen nasvet imaš zame, da postanem profesionalni nogometaš? Ja, jaz bi ti svetoval, da greš vsak dan z nasmeškom na obrazu na trening, zato ker na koncu koncev ti mora biti to užitek, tudi pozneje, ko boš mogoče večji pa starejši, ne pozabiti na to, da je nogomet igra in da je potrebno v njej uživati, in pa predvsem to, da daš vedno vse od sebe, ker potem, ko daš vse od sebe, veš, da si naredil vse in mogoče ti se lahko potem poklopijo stvari, kakor treba, mogoče tudi ne, ampak če boš dal vse od sebe, boš bil sam pri sebi miren. Predvsem pa moraš vztrajati, zato ker nogometna pot je daleč od lahke in se ti bo mogoče postavilo veliko preprek na njej, ampak moraš verjeti vase, da si močnejši od tega in da boš vsako to oviro premagal in na koncu živel to, kar zdaj sanjaš. Mogoče bi te jaz tukaj Adam še vprašal, kdaj pa je bilo tebi najtežje in pa kako si prestal te trenutke, ko je res mogoče ni šlo? Ja, mogoče v karieri športnika so najtežje poškodbe, ne. Jaz imam srečo, da zaenkrat nekih večjih še nisem imel, ampak vsakič, ko si poškodovan, je ta želja, da se vrneš na igrišče, zelo velika. Vedno bi si želel biti na igrišču, ne pa ob igrišču s svojimi soigralci in to so, mislim, da je ena najtežjih trenutkov v karieri športnika. Zdaj pri meni specifično mogoče je bilo to zelo težko obdobje v Nemčiji, ki je bila moja prva izkušnja v tujini in tam nisem dobil priložnosti, kot bi si jo želel. S tem tudi potegne za sabo pa marsikakšno stvar, kar se tiče zunaj igrišča, nisi tako sproščen, nisi tako vesel, kajti na koncu je le nogomet naše življenje in če štimajo stvari v nogometu, potem je tudi zunaj igrišča precej lažje in bolje, ja. Tako da sem pa tudi ponosen nas, da sem prišel iz tega obdobja še močnejši in da tudi potem v poznejših klubih mi je steklo, tako kot sem si želel. Kaj pa bi mogoče v vsakem, ko je težko, sploh ko si mlad, so verjetno še toliko bolj pomembna opora staršev in družine, ne? Kaj bi morda, kako ti zdaj gledaš na to vse, ko starše, ki so te stali ob strani, pa na drugi strani, kaj bi svetoval staršem mladih nogometašev, naj naredijo, da bojo čim bolj
koristni, da bojo čim bolje stali ob strani svojim nadebudnim nogometašem. Ja, tako kot sem že prej omenil, to je mislim, da ena glavnih stvari v karieri nekega športnika, sploh mladega, da ima podporo družine, podporo staršev in jaz na srečo imam tako družino, take starše, so mi vedno stali ob strani 100% in sem jim za to izjemno hvaležen. Zdaj, kar se pa tiče ostalih staršev, pa ja, jaz mislim, da je najbolj pomembno, da vedno podpiraš svojega otroka, da verjameš vanj, mu pomagaš na pravi način, kajti tanka je meja med tem, da hočeš svojemu otroku dobro, ampak v resnici delaš zanj slabo. Tako da mora biti tukaj neka zdrava podpora in na koncu, ko to otroku daš, je tudi otrok s tem veliko bolj sproščen in tudi bolj motiviran za delo in tudi na koncu koncev igra bolje, trenira bolje, tako da to je mislim, da najbolj pomembno. Matic, kaj bi si pa ti kje se vidiš recimo čez 10 let, za koga bi rad igral, kaj si želiš v nogometni karieri? Ja, prvo si želim vsaj, da bi igral v prvi slovenski ligi, na primer v Olimpiji, pol bi pa na primer šel v kakšno Avstrijo, pa kaj takega. Adam, mogoče je tako, kot je že Matic rekel, in nenazadnje si ti že prej enako omenil, da je morda pametno, da si nogometaši postavijo etapne cilje, pa greš korak za korakom, pa ne sanjaš najprej v Barceloni, ampak mogoče najprej v Bravu, pa potem začneš razmišljati o Barceloni, ne, da ne pretiravaš prehitro. Ja, mogoče to reči, čeprav jaz sam vem, da sem vedno sanjal o tem, da bom igral na svetovnem prvenstvu v Ligi prvakov v Barceloni, ampak ja, mogoče je v redu, da si vzameš stvari korak po korak, mogoče pa tudi je prav, da sanjaš te najvišje cilje, ker mislim, da si ne rabimo sami v glavi ustvarjati nekih pregrad, zakaj bi lahko igral samo za ta pa ta klub, zakaj ne za Barcelono. Mislim, da lahko to uspe vsakmu. Zato je treba biti prepričan v to in verjeti v to, da bo še enkrat najboljši in je lahko tudi to neka dodatna motivacija. Seveda je pa tudi dobro, da ostaneš v nekih situacijah realen, tudi pozneje v karieri govorim in tudi da ne vplivajo neke emocije preveč na tvoje odločitve ali pa tudi na tvoje predstave na igrišču, na tekmah, na treningih. Omenil si emocije, igraš v zelo nogometnem mestu, Grki, vemo kako zelo radi imajo nogomet, pa nenazadnje lani Evropsko prvenstvo na Allianz Areni in povsod drugje seveda. Kako se spopasti s tem trenutkom, ko pretečeš na zelenico, pa je poln štadion, pa vsi ploskajo? Je to tisto, kar te žene naprej, ali mogoče tudi predstavlja pritisk? Mislim, da to moraš sebi v glavi pretvoriti v neko motivacijo, kar ni vedno lahko, sploh na začetku kariere mogoče. Jaz se spomnim, ena prvih takih tekem je bila moja tekma v Domžalah, kjer smo igrali proti Olimpiji. Takrat je Olimpija lovila naslov v zadnjem kolu in je prvič v bistvu bil poln štadion v Domžalah. In to je ena mojih prvih izkušenj z neko tako mogoče malo bolj vročo atmosfero. In takrat sem bil kar malo ne prestrašen, ampak nervozen, mogoče v dobrem pomenu tega, se pravi, mogoče ti še da nek ta dodaten impuls, ampak potem z časom, sploh tako, ko igraš v velikem klubu, ko igraš tudi na Evropskem prvenstvu, se potem teh stvari navadiš in so ti nekako postanejo del neke tekme, kjer na koncu se zavedaš, da igra samo to znotraj, kaj boš pokazal znotraj teh 4 črt, ki obkrožajo igrišče in to tudi malo odmisliš, pa seveda pridejo potem neke situacije, v katerih se tudi naježiš, ko vidiš toliko Slovencev na enem stadionu, ko zaigra slovenska himna, ampak ja, tako kot sem rekel, na te stvari se navadiš, to je del pač nogometa, en lep del nogometa in v tem je tudi treba uživati. Matic, kdo pa so mogoče tvoji vzorniki, ko gledaš nogomet po televiziji ali pa kakorkoli? Ja, pač prvi, ki mi je bil najbolj všeč, je bil Cristiano Ronaldo, če pa gledaš kot obrambo, mi je pa
Ramos. Kaj pa mogoče, Adam, kdo so bili pa tvoji vzorniki, ko si bil ti tokstar? Ja, jaz sem bil, v bistvu sem bil Maticovih let, takrat, ko sta dominirala Messi pa Ronaldo. Vedno sem bil na strani Messija, tako da je on za mene najboljši nogometaš vseh časov. Kar se tiče pa nekega samega idola, je pa mogoče Iniesta ta, po katerem sem se zgledoval. Tudi glede na to, na kateri poziciji igram, sem vedno želel izgledati kot on na igrišču, vedno želel delati take poteze, kot jih je počel on. In ja, on je bil ta, katerega sem idoliziral, ko sem bil mlajši. Ti imaš za konec mogoče še kakšno vprašanje za Adama? Katera tekma ti je najbolj ostala v spominu? V spominu, mogoče več tekem, ampak zdaj, če bi lahko kakšno izpostavil, bi rekel tekma s Kazahstanom, tukaj zadnja v Stožicah za uvrstitev na Evropsko prvenstvo, ki je bila res nekaj posebnega, doma pred svojimi navijači se uvrstiti na Evropsko prvenstvo, je ena velika stvar in tudi pride z njo neki nervoze pred samo tekmo in potem, ko ti stvari na igrišču stečejo, ko dobiš to tekmo, na koncu pride iz tebe neka dodatna energija, nek ponos, da boš del nečesa velikega in tista tekma je mogoče res bila taka, bi rekel, da sem si jo najbolj zapomnil. Plus seveda tudi tekme na Evropskem prvenstvu, mogoče predvsem tista z Anglijo, kjer sem bil tudi izbran za najboljšega igralca tekme na koncu in je tudi nam prinesla v bistvu zgodovinsko uvrstitev v izločilne boje Evropskega prvenstva. In ja, to so res eni taki lepi spomini, ko upam, da boš tudi ti kdaj doživel kaj takega. Mogoče se boš pa spomnil na ta najin pogovor takrat in boš videl, da je zelo lepo. Adam, jaz bi to pa za konec še vprašal. Rekel si, da ni treba bežati od visokih ciljev, tudi ti verjetno v karieri imaš še kakšen neizpolnjen cilj. Kaj si še želiš, da bi se ti zgodilo v prihodnjih letih? Ja, res je. Mislim, da je vedno si treba postavljati cilje više in više. Se le tako lahko napredujemo. Tako da, kar se tiče mojih osebnih ciljev, je ta, da bi zaigral v eni od najboljših 5 lig. To mi je zagotovo en velik cilj, kar se tiče klubske scene. Kar se tiče reprezentance, pa ostaja še to svetovno prvenstvo, kjer še nisem zaigral, da bi potem zaigral tako na evropskem kot na svetovnem prvenstvu in tudi za to bo priložnost za zelo malo in se že veselimo teh kvalifikacij. Tako. Adam in Matic, najlepša vam hvala za vajen čas. Hvala lepa.